Torej, lep pozdrav vsem skupaj. Slovenija je imela aprila, prvič po letu 2008, redne volitve. V bistvu se je takrat zaključil mandat ne samo naše vlade, ampak dveh vlad. Ko sem jaz prevzemal mandat marca leta 2020, sem dobil to poročilo o delu na 8 listih. Zdaj bom gospodu predsedniku vlade, gospodu Golobu, predal obe poročili, tudi poročilo o drugem delu mandata je na nekoliko več straneh. Zdaj, moja želja je, da tudi glede na ekipo, ki jo vidim in v kateri so tudi pač ljudje iz prvega dela tega mandata, da nova vlada, bom rekel, bolj sledi vzorom iz drugega dela. V tem poročilu o delu naše vlade iz drugega dela mandata je opisanih mogoče 5% tega, s čimer se je vlada ukvarjala. So ključne zadeve, to je bil mandat epidemije, mandat okrevanja po epidemiji, mandat vodenja sveta Evropske unije. Zelo veliko sredstev za nadaljnji razvoj Slovenije je bilo v tem času izpogajanih in zagotovljenih tudi iz evropskih fondov. Javne finance so v dobrem stanju. Slovenija je ne samo v fazi okrevanja po epidemiji, ampak je tudi v fazi hitrejšega razvoja, kot pa smo ga bili deležni pred začetkom drugega dela tega mandata oziroma našega vladnega mandata. Pred to vlado, ki jo je danes prevzel dr. Golob, so seveda resni izzivi. Čas, ki je pred nami, ni brez čeri, je pa vseeno morje precej bolj mirno, kot je bilo marca leta 2020. Tako da jaz novi vladi in novemu predsedniku vlade želim uspešno delo. Zdaj, vsako vlado se v zgodovini pa v teku časa in primerjav sodi po dejanjih. Vse tisto, kar je pač medijskih, dnevno-političnih odmevov, veter odnese, rezultati ostanejo. Zdaj, tako je bilo, kar se tiče vlade, ki je danes zaključila mandat, tako bo tudi, kar se tiče vlade, ki danes prevzema mandat. Koalicija, ki je sestavila to vlado, ima zelo dobro večino, veliko priložnost in tej vladi želimo dobre rezultate. Če bodo rezultati dobri, bo to dobro za nas. Če so rezultati vlade slabi, je to slabo za vse. Tako da vso srečo, uspešno krmarjenje med čermi, ki jih prinaša tudi zunanje okolje, in želim vam, da pač zdržite tempo, ki bo vsaj v smislu reševanja problemov, ki so danes znani, na ravni tega tempa, ki ga je imela vlada zadnji 2 leti. Vso srečo. Hvala gospodu Janši, predsedniku vlade v odhajanju. Hvala za tudi današnji večer. Bom nadaljeval tam, kjer je gospod Janša zaključil. Imela sva zelo plodovit razgovor. Gospod Janša je bil ne samo izčrpan, ampak tudi izjemno pronicljiv v temu, kaj so stvari, s katerimi se je spopadal v svojem mandatu in tudi v prejšnjih mandatih, in kaj so tiste čeri, kot jih sam naslavlja, ki nas čakajo vse, celo Slovenijo v resnici, ne samo vlado, v prihajajočih tednih in mesecih. Strinjala sva se o marsičem, tudi o tem, da imamo na nek način srečo, da začenjamo pred poletjem s prevzemom oblasti, zato da bomo lahko poletje izkoristili za pripravo na jesen, kajti jeseni ne bo več časa za pripravo. Jeseni bomo morali trdo delati, zato da bomo te ključne izzive od prehranske in energetske draginje in pa tudi izzivov v zdravstvu ustrezno ne samo naslovili, ampak začeli jih reševati, konkretno reševati.
Pred nami, jaz si tudi želim, da bo morje čim bolj mirno, pred nami so zagotovo zahtevni meseci, imamo pa to, jaz sem na to ponosen, tudi na današnjo ekipo, ki je bila potrjena, imamo ta privilegij, da so bili volivci in volivke jasni, da so nam podelili zelo veliko mandatov in da imamo lahko res trdno koalicijo. Ravno zaradi tega, ker imamo tako trdno koalicijo in programsko precej enotno, verjamem, da bomo lahko zares uspešni in da ne bomo rabili iskati izgovorov kjerkoli izven nas. In kot sem napovedal v parlamentu, zdaj je za naš čas, da nehamo govoriti in da začnemo delati. Tako da, hvala vsem, ki ste bili tukaj z nami. Mi bomo v kratkem začeli tudi s prvo sejo danes vlade v sosednji stavbi. In ob tem še enkrat zahvala tudi bivši vladi, ne samo bivšemu predsedniku vlade, za vse, kar so naredili dobrega. Časi jim zagotovo niso bili naklonjeni, verjetno bi jaz marsikaj naredil drugače, ampak to v ničemer ne zmanjšuje njihovih uspehov tam, kjer so bili narejeni. Tako da, hvala.